Dobro, predlagam, da nadaljujemo z samo sejo. Ura je 6:30. Ostali smo pri točki 11, to je soglasje k ceniku uporabe in ostalih storitev za zimski bazen Hardek. Lepo pozdravljam med nami tudi direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, gospoda Vršiča, pa prosim za predstavitev točke. Ja, hvala lepa za besedo, gospod župan, lepo pozdravljen. Pozdravljeni tudi svetnice in svetniki v imenu Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, pa tudi svoje imeno vas pozdravljam. S 1.7. je naš zavod prevzel drugi bazen tukaj v občini Ormož, to je ta zimski bazen. In smo takoj pristopili k pripravljalnim delom, da smo lahko bazen 13. septembra že dali v uporabo, kajti šole so že začele s plavalnimi tečaji. Nič nismo čakali, vse uredili, kot je potrebno, in naši otroci se že veselijo in pridno plavajo. Cenik, ki je predlagani, je malo osnovan na prejšnjem ceniku z prejšnjih let. Cene smo zaobkrožili, to je vsekakor dobro za delo na blagajni. Karta je cenejša, kot je bila prejšnja leta, in sicer samo za ilustracijo podam, 2-urna karta, se pravi kopanje do 2 ur je bilo 3,65 €, mi smo pa zdaj dali pač tisto kopanje za zunanje, ki bo o petkih, sobotah in nedeljah ter praznikih od 14. do 21. ure smo dali 3 evre ceno, to je zelo sprejemljiva cena, potem še lahko vidite za študente, pokojence, pa invalide, pa dijake, smo dali tudi 2 evra, se pravi nižjo ceno kot za odrasle. Savna je tudi tako primerljiva cena z ostalimi tukaj okoli, ki so, seveda se ne moremo primerjati s termami, ker tam imajo več savn, mi imamo tudi samo eno, in smo nekako mislili, da je to primerna cena za uporabo. V te mesečne stopnice so bile izračunane na osnovi, koliko je kopalnih dni se pravi za zainteresirano javnost, in prišli do teh cen, ki jih imate, pa potem še uporabo garderob, pa odškodnina za izgubljeni ključ, pa kartico. Novost v letošnjem ceniku je zakup bazena za, bomo rekli, pravne osebe ali pa društva, kakorkoli že, iz območja občine Ormož, in pa za tiste, ki nimajo sedež dejavnosti svoje v občini Ormož. Tu smo pa naredili razliko, ker vemo, da pač pokrivanje izgube gre iz proračuna občine Ormož in pač ki to naše uporabnice in uporabniki iz občine Ormož imajo potem pač nižjo ceno. Kot sem že povedal, 3-krat na teden bo odprto za zunanje od 14. do 21. ure. Možen bo tudi zakup bazena po dogovoru. Bazen bomo zdaj že začeli tržiti, kajti vse osnovne šole z območja občine in tudi z drugih občin so se že vpisale v urnike, tako da imamo zaseden bazen za šole od ponedeljka do petka, vse že do sredine aprila. Cene, se pravi, ni se bo računalo našim osnovnim šolam iz občine Ormož po ceniku za uporabnike z območja občine Ormož. Središče ob Dravi je zdaj trenutno edina šola, ki bo koristila naš bazen, pa dobi po drugem ceniku. Zanimajo se še tudi druge osnovne šole in pa pričakujemo zdaj seveda tudi prijave. Ampak najprej smo dali prednost našim osnovnim šolam, vrtcem in tako naprej. Tako, ja, to bi bilo zdaj z moje strani vse. Dobro, hvala zaenkrat za obrazložitev točke. To točke obravnava tudi odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Prosim predsednika za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s soglasjem k ceniku o uporabi in ostalih storitev za zimski bazen Hardek, ki je sestavni del tega sklepa, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala. Tudi odbor za razvoj malega gospodarstva je obravnaval to točko. Prosim predsednika za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za razvoj malega gospodarstva se je seznanil s soglasjem k ceniku uporabe in ostalih storitev za zimski bazen Hardek, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? Če ne, v svojem imenu. Dr. Simon Kolmanič, izvolite. Hvala za besedo.
Torej, že ko smo sprejemali cenik za letni bazen, sem dejansko opozarjal na to, ne, da sam cenik je premalo za to, da bi lahko dejansko govorili o nekih odločitvah, ki so informirane. Ampak, da bi bilo potrebno dobiti neke podatke o tem, kakšni so stroški. Zdaj, jaz samo delovanje bazena definitivno podpiram. Je koristno, imamo ga in čisto prav je, da ga izkoristimo, da ga uporabimo. Bi pa vseeno bilo za svetnike nujno, da dobimo te podatke zraven obravnave cenika, zato da pač vemo, kakšen poslovni rezultat pričakujemo. Vemo, da bazen nikoli ni posloval pozitivno, ne, to je dejstvo, in da je treba z občinskega proračuna tudi pokriti razliko med prodanimi kartami in pa dejansko stroški, ki nastanejo, ampak vseeno bi pa skoraj morali vedeti, kakšna oziroma vse oceno tega, kar je. Zdaj, jasno je, da je to zdaj prvič, da je to oceno težko narediti, po drugi strani pa so na občini podatki za 2 leti nazaj, ko je pa bazen še dejansko bil v upravljanju komunalnega podjetja, ki je morala podati poročilo o tem, kakšni so bili stroški in kaj se je na bazenu delalo, in od tod bi bilo možno dobiti potem podatke o stroških, ki bi jih seveda lahko potem vzeli kot osnovo za predvidene stroške. Tako da to je definitivno kritika, ki jo moram povedati, ker enostavno sprejemati cenik brez, da bi vedeli, v kaj pravzaprav to pomeni, je dejansko neodgovorno. Tako. Zdaj bi pa samo imel še eno vprašanje potem za gospoda direktorja, in sicer na kak način ste določili 25 kopalcev kot največ pri zakupu bazena, ali je to na podlagi korone, ali so to kakšni drugi kriteriji, po katerih ste določili to številko. Hvala lepa. Dobro, hvala. Evo, dajem besedo. Hvala, ja. 25 kopalcev, to je nekako po kvadraturi bazena. Ne, več sploh se ni možno kopati notre. Določeno z pravilnikom, tako. Dobro, drugih prijavljenih ni, tako da lahko preidemo kar na glasovanje o sklepu, da občinski svet občina Ormož daje soglasje k ceniku o uporabi in ostalih storitev za zimski bazen Hardek, ki je sestavni del tega sklepa. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nihče proti. S tem smo končali točko 12. Zahvaljujemo se direktorju javnega zavoda in mu želimo lep večer naprej. Mi pa nadaljujemo za 13. točko, to je potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt program Vodovod Jeruzalem Svetinja Evenkovce, podoseg Jeruzalem Svetinja. Prosim za uvodno obrazložitev. Lepo pozdravljen tudi z moje strani. Torej, kot je že sam župan predstavil, smo na občini pristopili k projektu, se pravi projektu dokumenta DIPA, ki ga pripravi Razvojno-raziskovalni center Ormož. Gre za tako imenovani vodovod Jeruzalem Svetinje, pododsek Jeruzalem Svetinje. Za omenjen projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje leto 2019, ki pa je bilo postalo pravnomočno v letu 2020. Se pravi, ta del vodovoda je del velikega tistega projekta
projektne dokumentacije, ki smo jo upravili v letu, ki smo načrtovali od leta 2014 do 2019. Vendar smo pristopili k temu projektu, saj gre za odsek, tako imenovani turistični biser občine od Svetinje do Jeruzalema in nekako vemo, da v tistem delu je tudi infrastruktura v slabem stanju, tako da je nujna potreba po sami obnovi vodovoda. In pa ker pač v prihodnjih mesecih načrtujemo sprostitev nekaterih sredstev z tako imenovanega mehanizma za okrevanje in odpornost z strani Evropske unije, smo pač ocenili, da je pravi čas, da pristopimo k pripravi investicijske dokumentacije, da bomo pripravljeni za morebitno prijavo tega projekta za pridobitev evropskih sredstev. Zdaj gre za 2,5 km cevovoda. To je linija, ki pokriva tako imenovano neko zanko od križišče, ki potem poteka proti Vinskemu vrhu, proti Miklavžu in tudi proti Veličanam in Cerovcu. Tako da gre za zelo pomemben odsek. Sama linija pomeni ureditev in zgraditev cevovoda duktilne izvedbe z vsemi hidranti in potrebnimi navezavami. Zdaj sama linija ocenjena, projektantska ocena brez DDV znaša 714 tisoč evrov, pri čemer gre za tekoče cene. Nekako pa računamo, da bi s to prijavo pridobili 607 tisoč evrov, se pravi približno 85% sredstev in pa 107 tisoč evrov bi morali zagotoviti lastnih sredstev. DDV pa je povračil, tako da tega stroška dejansko niti ne rabimo upoštevati. Kaj se tiče samega terminskega načrta, bi pač pričeli v spomladi leta 2022 in končali v novembru leta 2022. To dejansko bi pomenilo, da bi tudi dobili obnovljeno cesto po izgradnji cevovoda in to bi tudi pomenilo, da bi bil ta kraj in ta vsa turistična pot od Svetinje do Jeruzalema v veliko boljšem in lepšem stanju. Tako da ocenjujemo, da je potrebno pristopiti k tej sami investiciji, saj samo morebitna druga obnova bi pomenila, da bi morali potem, ker vsako leto se tukaj na tem odseku pojavijo približno vsaj 3 okvare, bi to pomenilo dodatno razkopavanje vseh te infrastrukture in pa vsa ta popravila pomenijo pač slabši izgled vse okolice in kraja tega turističnega. Dobro, hvala. Jaz še bi samo k temu dodal, zakaj je priprava tudi te investicijske dokumentacije. Gre se predvsem v tej smeri, kot je tudi Roman povedal, mi smo že zadaj napravili tudi projekte in pa pripravili tudi, se pravi, na prijavo za razpis, ki pričakujemo nekako v začetku naslednjega leta, se pravi, ureditev tematske poti, se pravi, na področju turizma z strani od Svetinje do Jeruzalema. Imamo gradbeno dovoljenje pridobljeno za izgradnje turističnih točk in pa tematskih točk na sami poti. Tako kot je predvideno, je tudi tam se tematska pot nekako gradi v dolžini slabih 2 km in zdaj, vkolikor želimo kompletno tematsko opremiti to pot, normalno moramo urediti infrastrukturo in sedaj se nam ena priložnost kaže, da bi naj v mesecu oktobru bil zunaj razpis za vodovode in pa kanalizacije in s tem bi mi lahko dobršen del projekta dobili sofinanciran ze strani Evrope in pa države. Tako da se pričakuje tisti 85%, se prva investicija napravi za ureditev teh komunalnih vodov za cesto, potem pa še se na to zgradi ta tematska pot, ki pa je tudi nekako ocenjena na približno 1,5 milijona evra. Tako da s tem bi naš biser, se pravi ta Svetinje Jeruzalem, dobil čisto novo podobo z tematsko potjo, obetali bi se še boljši obisk in pa še večjo dodano vrednost na področju turizma. Tako da nekako sosledje, nekako v teh korakih bi te projekte tudi izvajali. To točko je obravnaval tudi Odbor za varstvo okolja in urbanizem. Prosim predsednika za poročilo. Hvala. Odbor za varstvo okolja in urbanizem se je seznanil s potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt program
vodovod Jeruzalem Svetinje Ivenkovci, pododsek Jeruzalem Svetinje, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala za poročilo, odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Dr. Simo Kolmanič, izvolite. Hvala za besedo. Torej, sam pristop podpiram. Imam pa eno vprašanje. Tukaj na 23. strani imate oceno, da je pri novem cevovodu dejansko so stroški vzdrževanja samo za 50% manjši kot pri dotrajanem vodooskrbnem sistemu. To se mi zdi mali procent. To se pravi, da bomo s 3 cevolomov prišli na 1,5. Se pravi, jaz bi vsaj pričakoval, da potem pridemo na 1, glede na to, da pač vseeno gre za nove cevi, ki so bistveno boljše kvalitete kot te, ki so sedaj v zemlji. Se pravi, je ta podatek točen, oziroma na kak način ste to ocenili, ker se mi zdi res mala številka. Hvala lepa. Dobro, bomo na koncu odgovarjali. Jožef Cenko je naslednji. Ja, hvala lepa za besedo. Pred sejo odbora za varstvo okolja in urbanizem sem resno razmišljal o umiku te točke z dnevnega reda seje. Gradivo za to točko smo namreč člani odbora prejeli šele dan pred sejo in to popoldan. Sam tisti dan pred sklicano sejo nisem bil doma, eden od članov se je opravičil zaradi zdravstvenih razlogov, eden pa zaradi službenih obveznosti. Kljub vsemu navedenemu pa sem se odločil, da ta točka ostane na dnevnem redu seje, saj gre za pomemben dip na področju vodooskrbe na relaciji Jeruzalem Svetinje Ivenkovci. Vsekakor pa se zavedam, da imam v bodoče vso pravico umakniti točko z dnevnega reda seje odbora za varstvo okolja in urbanizem, vekoliko člani odbora ne prejmemo gradiva za sejo pravočasno. Zdaj jaz upam, da bo kolega Roman pojasnil, zakaj je prišlo do te zadeve in da bomo v bodoče dejansko dobili gradivo v takšnem času, da ga lahko preštudiramo. Hvala lepa. Hvala. Ferdinand Šulek. Ja, hvala za besedo. Zdaj na strani 17 je predmet projekta. Tu je zapisano, da gre za 2,5 km dolžine. Moti pa me totih 7 nadzemnih hidrantov. Ne vem, ali je to po zakonu, na kakšni dolžini morajo biti, ali glede na naseljenost. Mislim, meni se zdi malo 7 hidrantov na 2,5 km. Hvala. Dobro. Drugih prijavljenih ni. Roman? Če najprej odgovorim na tisti 50%, zdaj obstoječi cevovod je star preko 40 let, dejansko je zamortiziran, medtem ko novi je res predviden v duktilni izvedbi, ki ima življenjsko dobo preko 50 let, vsaj. Kot pa vemo, tudi duktilne železne cevi zdržijo bistveno dlje, problem so bolj drugi vsi pripadajoči objekti, ventili in to, ki imajo bistveno krajšo življenjsko dobo. Glede tega procenta pa bom vprašal pripravljalca samega DIP-a, sigurno pa je samo nekaj strokovnih cen, ki se pojavljajo v strokovni literaturi, tako da zdaj tega procenta si sigurno zagotovo ni izmislil kot tak. Zdaj, kaj se tiče gradiva, da je bilo poslano v zadnjem času, se sem gospodu Cenko pojasnil, da smo v zadnjem času tudi pristopili k same izvedbi DIP-a, ker smo pač tudi pozno dobili te informacije o morebitnih razpisih, ki bi naj bili v prihodnjem mesecu. Zdaj, kaj se tiče samih hidrantov, zdaj samo hidrantno omrežje pa količine hidrantov so predpisane v področni zakonodaji, ki jih mora projektant pri projektiranju upoštevati. Zdaj napisani so 7 nadzemnih hidrantov, pa 6 podzemnih hidrantov, pa tudi še nekaj zračnikov, se pravi zračniki ne pridejo poštev, je pa res, da mora pač projektant pri sami
količini in pa namestitvi samih hidrantov upoštevati obstoječo poselitev. Zdaj na tem območju nekih dosti priključkov in tudi samih hiš ni, ne. Mislim, da okoli priključkov, ki se direktno vežejo na ta cevovod, je mislim, da okoli 35, medtem ko hiš pa še, to so vsi priključki tudi v vseh dolinah, medtem ko ti hidranti so nameščeni v bližini, neposredni bližini hiš. Mislim, da mora biti pas okoli 150 metrov v neposredni bližini teh hidrantov. Je pa res, da s tem hidranti imamo kar nekaj težav. Smo imeli v preteklosti primere, ko so bili hidranti 2 leti stari in so bili pač zaradi nestrokovne uporabe tudi uničeni. In jih moramo pač mi potem tudi popravljati in imamo kar nekaj stroškov s tem. Vsako leto. Hvala. Smo zadovoljni z odgovore. Če smo, lahko preidemo na samo glasovanje o sklepu. In sicer potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijski projekt Vodovod Jeruzalem Svetinje Ivankovci, podosek Jeruzalem Svetinje, ki ga je izdelal Razvojno-raziskovalni center GRC Ormož, Vrazova ulica 9, 227 Ormož, september 2021. Naložba bo uvrščena v načrt razvojnih programov občine Ormož, potrdi se izvedba investicije. Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV je 714.928,41 evra in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom do novembra 2022. Vire za financiranje zagotavljajo EU, RRF v znesku 607.689,15 evra, lastna finančna sredstva v znesku 107.239,26 evra. Župana občina Ormož se pooblasti za vse nadaljne novelacije, spremembe in dopolnitve investicijske dokumentacije in načrta razvojnih programov, ki bi bile potrebne zaradi pridobitve oziroma črpanja sofinancerskih sredstev. V primeru, da če EU sredstva občine Ormož ne bodo na voljo, se investicija ne izvede. Ta sklep velja takoj. Ugotavljamo prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nihče proti. Jaz bi se vam zahvalil. Vseeno včasih dobimo kasneje informacije, ampak verjamem pa, da moramo vsi skupaj stopiti pa hitro včasih odreagirati. Sredstva, ko so jih je treba izkoristiti. S tem smo zaključili točko 13, preidemo na točko 14, to je potrditev investicijskega programa za projekt program kanalizacija Velika nedelja, Dragšelj, Senešci, Vičanci. Pa prosim za uvodno obrazložitev točke. Torej, sam DIP tega projekta, te kanalizacije Velika nedelja, Dragšelj, Senešci, Vičanci smo obravnavali že na seji občinskega sveta v marcu letošnjega leta, je bil tudi sprejet. Zdaj nekaj bistvenih sprememb primerjavi z DIP-om v tem dokumentu investicijskega programa ni. Torej gre za sam projekt kanalizacije, za katero je bilo pridobljeno že gradbeno dovoljenje v letu 2019 in je tudi pravnomočno. Zajema gradnjo kanalizacije v dolžini 4,6 km kanalizacije z 4 črpališči, priključitev 109 novih priključkov. Dejansko gre za kanalizacijo od samega konca kanalizacije v Veliki nedelji, pri kapeli, če poznate, gori na hribu, in pa do samega vodohrana Vičanci. Zdaj ta lokacijsko zadeva sovpada z gradnjo vodovoda, kohezijskega projekta, ki je že v polnem zamahu. To ste že verjetno opazili, da projekt približno 4 do 5 mesecev se že izvaja na terenu. Zdaj v tem odseku, kjer je ta kanalizacija poteka, smo trenutno dela, seveda jih ne izvajamo, saj čakamo, kaj se bo zgodilo s tem projektom. Kot je že sam župan rekel, tudi na tem projektu pričakujemo za tako imenovanega mehanizma za okrevanje in odpornost evropska sredstva. Zdaj, če teh sredstev pač ne bo, teh sredstev občina ne more zagotoviti, tako da bomo takrat samo tudi
izvedli vodovod, medtem ko kanalizacije ne. Če pa bomo pač sredstva pridobili, pa bomo z velikim veseljem izvedli tudi kanalizacijo. Zdaj tam sam projekt je ocenjen brez DDV na 1 440 000 evrov. Časovni načrt dejansko se opada z samo izvedbo vodovoda, se pravi bi bil naj končan do novembra 2022. Pričakujemo pa, da bi pridobili evropska sredstva v višini 85% in pa lastna finančna sredstva v višini 15% ali 1 900 000 evrov EU in pa lastna sredstva v višini 220 000 evrov. Se pravi, pričakuje se nekaj več kot 300 novih populacijskih enot, ki bi se priključili na obstoječo čistilno napravo v Veliki Nedelji, ki ima zadostne kapacitete, tako smo tudi že v DIP-u to ugotavljali. To bi bilo na kratko z moje strani vse, če ima kdo kakšna vprašanja. Dobro, hvala za enkrat. To točka obravnava odbor za varstvo okolja in urbanizem. Prosim predsednika za poročilo. Enkrat hvala za besedo. Odbor za varstvo okolja in urbanizem se je seznanil s potrditvijo investicijskega programa za projekt program kanalizacija Velika Nedelja Drakšelj Senešci Vičanci, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Jožef Cenko, ja. Ja, hvala lepa še enkrat. Zdaj na sami seji se je izpostavila ena dilema oziroma pomislek. Zdaj z nami je tudi svetnik, ki je imel ta pomislek in če bo mogoče kakšno besedo on, jaz v tem ne bi. Bi pa postavil eno vprašanje, namreč mislim, da se vodovod že izvaja in po končanju del na vodovodu se bo najbrž tudi sanirala ta cesta in če bo prišlo do izgradnje kanalizacije, ali se bo ponovno ta cesta rezala ali kakkoli uničevala po sanaciji te. Hvala. Hvala. Drugih prijavljenih ni? Dobro. Odgovor. Torej, kot sem že prej povedal, ta kanalizacija oziroma ta projekt se opada z samim projektom vodovoda. Se pravi, linija samega projekta je identična. Trenutno smo izvedli v tem projektu vodovoda, se pravi, to gre za vodovod od Hajndla do občine Sveti Tomaž, do Kostanja smo izvedli od vodohrana Vičanci do Senika, medtem ko zdaj trenutno izvajamo od Hajndla do kapele v Veliki Nedelji, se pravi, od kje bi se sploh ne začelo. Tako da v tem odseku, kjer je poteka kanalizacija, sem pač izvajalcu naročil, da naj ne izvaja nobenih aktivnosti, dokler se mi pač ne odločimo in bomo k vodovodu pristopili v letu 2022. Tako kot sami ugotavljate, je nesmiselno zdaj izvesti ta dela, popraviti cesto in potem ponovno pristopiti k razkopavanju. Ta dela se mora dejansko skoraj sočasno izvajati in potem se mora cestišče postaviti prvotno stanje oziroma v celoti preplastiti. Hvala. Jožef Cenko, prijavljeni ste? Ja, najlepša hvala za odgovor. Jaz sem pač na sami seji pozabil to vprašati, tako da nisem vedel za situacijo, kakšna je. Hvala lepa. Hvala. Evo, s tem smo izčrpali odgovore. Prehajamo na glasovanje o sklepu. Potrdi se investicijski program za investicijski projekt kanalizacija Velika Nedelja Drakšelj Senešci Vičanci, ki ga je izdelal Razvojno-raziskovalni center Ormož, Vrazova ulica 9-270 Ormož, september 2021. Naložba vrščena na načrt razvojni program občine Ormož, potrdi se izvedba investicije. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša brez DDV 1 439 160,94 evra in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom do novembra 2022. Vire za financiranje zagotavljajo EU, RFF v znesku 1 212 414,47 evra, lastna finančna sredstva v znesku 226 764
46,47 evra, župana občina Ormož se pooblasti za vse nadaljne novelacije, spremembe in dopolnitve investicijske dokumentacije in načrta razvojnih programov, ki bi bile potrebne zaradi pridobitve oziroma črpanja sofinancerskih sredstev. V primeru, da če EU sredstva občine Ormož ne bodo na voljo, se investicija ne izvede, ta sklep velja takoj. Obrazložitev glasu, Danilo Kose. Ja, hvala za besedo. Zdaj, tisto je že bilo povedanega pri samem sprejemanju HIP-a, tako da kaj dosti ne bi razglabljal. Glasoval bom enako, kot sem pri HIP-u, to je proti, zaradi tega, ker se mi pač zdi, da je ta projekt ni racionalen, smiselno je bilo iskati malo bolj racionalno zadevo. Zdaj, če na hitro povzamem, v bistvu se bo ta ves strošek gradnje kanalizacije prenesel na uporabnikov in po hitrem izračunu, ki sem ga naredil, bo to prišlo na eno stanovanjsko enoto nekje 13.000 evrov in to se mi zdi preveliki strošek. Kako se bo to preneslo na uporabnikov, to pa pomeni, občina bo to zgradila z evropskimi sredstvi, komunala bo prevzela upravljanje, potem pa bo občina zaračunala komunali najemnino. To bo potem komunala prenesla na uporabnika in zato se mi zdi, da je to nesprejemljivo pri postavki, da individualna čistilna naprava, rečemo, da je cena nekje 3 do 4 tisoč evrov, toliko. Hvala. Tu pri tem je to, gledajte, če ne mi vzeli, bo kjera druga občina vzela, ne? Fond pač takšen je, razdelil se bo denar. Drugi bodo isto poskušali kanalizacije graditi, tudi vodovode. Zdaj, kaj se pa tiče, koliko bo to na gospodinstvo, jaz vem, da smo to enkrat nekaj izračune že delali, pa vem, da je več milijonska investicija pomenila na 10 centov, se mi videli, nekaj tega na spremembe mrežnine. Tako da glede na to, da je tu 1,2 milijona oziroma 1,4 milijona brez davka, se to ne obeta, zdaj ne vem kakšne cifre, ki jih želite povedati, tako da. Ja, zdaj smo pri obrazložitvi, ne? Ja, tu nimamo razprave. Ker vi ne smete tega stroška deliti na celo občino Ormož, ampak zgolj na tisti del, kjer se izvaja investicija. In zato se mi zdi, da ta podatek je zelo, zelo zavarujoč. Dobro, v redu, hvala. Naj bo težko. Da še enkrat naberemo v sklepu, se pravi v 8 točkah, dajem takšen sklep na glasovanje, ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Ugotavljam, da je 16 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep, 2 proti. S tem smo tudi ta sklep izglasovali in to točko končali. Romano se zahvalimo za udeležbo na sami seji in predstavitev. Mi pa prehajamo na 15. točko, to so kadrovske zadeve, imenovanje članov sveta razvojno-raziskovalnega centra Ormož. Javni zavod, poprosim predsednika Kvijaza za poročilo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 18. seji obravnavala predloge za imenovanje sveta zavoda razvojno-raziskovalnega centra Ormož, ki smo ga pred časom ustanovili v tem občinskem svetu in je treba v določenem roku pač imenovati člane sveta zavoda. V skladu s tem je komisija pač pozvala občinski svet, se pravi klube svetniške zastopane v občinskem svetu in samostojne svetnike za predlaganje kandidatov. Dobili smo 3 predloge in sicer je lista Gradimo prihodnost skupaj predlagala magistra Igorja Kumra iz Trgovišča 59A Velika Nedelja, svetniški klub SDS Sandija Munda Podgorci 37A 273 Podgorci in svetniški klub SDS še enega Dušan Erhatič Slušeci 40A. Ker ima po odloku občinski svet možnost predlagati 3 kandidate, smo pač predlagali občinskemu svetu, da to, kar smo dobili, te 3 kandidate pač imenujemo v svet in da ta sklep, ki ste ga prejeli, pač potrdite. Hvala lepa.
Dobro, hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Dr. Simo Kolmanič, izvolite. Hvala za besedo. Toliko samo, da pojasnim. V Novi Sloveniji pač nismo predlagali kandidatov zaradi vseh tistih zapletov, ki so bili pri ustanavljanju tega zavoda in v bistvu me pa čudi, da dejansko ni drugače v našem okolju večjega zanimanja za ta svet, glede na to, da so naloge tega našega razvojno-raziskovalnega centra zelo, zelo široke in bi bil potreben dejansko dober svet za to, da bi dejansko dal usmeritev primerno temu delovanju. Toliko seveda bom pa podprl predlog sklepa. Dobro, hvala. Drugič vas povabim na dneve odprtih vrat, da vidite, kaj ta naš razvojno-raziskovalni center vse dela. Jaz mislim, da je velika nadgradnja, kar se dogaja v zadnji zadevi. Tudi marsikateri gospodarstveni podjetnik, tudi ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, so do razpisov uspešni bili na pridobivanju tudi državnih sredstev. Tako da jaz verjamem, da je učinek zelo dober. Tudi priprava investicijske dokumentacije je skladna za časovnice in z vsem, kar se je potrebno pripravljati, tako da vsa pohvala centru. Prehajamo na glasovanje. To se pravi, predlagani sklep je, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož oziroma občinski svet Ormož v svet razvojno-raziskovalnega centra RRC Ormož javni zavod imenuje magistra Igorja Kumra, Sandija Munda in Dušana Erhatiča. Obrazložitev glasu, Ferdinand Šulek. Ja, jaz bom glasoval proti iz enega preprostega razloga, ker sem že pred časom opozoril in pozval k temu, da se pozivi pošiljajo tudi predsednikom strank na območju, vendar se to zaenkrat še ni zgodilo. Ne vem, v čem je problem, da koliko smo se tudi z vodjem svetniške skupine pogovarjali, tudi on ni prejel poziva, tako jaz ne vem, kako bi sploh predlagali lahko nekoga. Hvala. Slavno je bilo, glede. Torej, glasujemo, ugotavljamo prisotnost v sklepu. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za predlagani sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 14 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in 3 proti. S tem smo tudi ta sklep izglasovali. Točko 15 končali. Prehajamo na točko 16, odgovori na vprašanja svetnikov. Je tu karkoli? Če ni, prehajamo na točko 17, to so pobude in vprašanja svetnikov. Pa predlagam, da prvo damo besedo Branku Šumenjaku. Jaz sem prvi. Ja. Dobro, hvala za besedo. Zdaj, jaz sem dal 2 pobudi oziroma predloga in sicer, ker se občina Ormož v zadnjem času precej trudi za pridobitev novih stanovanjskih kapacitet. Imamo v občini Ormož kar nekaj stanovanj oziroma hiš, ki so v lasti občine Ormož in imajo uporabna podstrešja, ki bi se dala preurediti v sama stanovanja. Tako da predlagam občini, da pristopi k popisu takšnih objektov in da v nekem smislu naredi tudi projekt za to, da se te kapacitete, ki so na razpolago pač uredijo v bivalne prostore in se ponudijo mladim v koriščenje. To je ena pobuda, drugič pa zdaj sem bral v teh medijih kar precej stvari o Ormoškem festivalu Grossmana, ki je se preselil del iz Ljutomera sem.
Zdaj mene zanima, pa ne samo za ta, dal sem to za primer, ker je pač nova stvar. Vsi ti dejansko prireditve, ki so, bi morali imeti evalvacijo. In sicer narejena bi morala biti neka strokovna presoja, kaj takšna prireditev za samo mesto oziroma za samo občino predstavlja in pa seveda na koncu tudi, ali je to finančno upravičeno ali ne. Zdaj pač jaz predlagam, da se to se v preteklosti delalo, se spomnim za Martinove prireditve, da bi se v bodoče delalo za vse prireditve. Zdaj imamo Zavod za turizem, ki je za to pristojen in ki iz tega lahko potegne tudi določene zaključke in pa predloge za izboljšave oziroma, če hočete, tudi kakšna stvar se lahko spremeni in izboljša. Dobro, hvala. Zdaj, kar se tiče prve pobude, jo bomo vsekakor obravnavali. Zdaj, verjetno ste videli tudi, da je z ministrom za notranje zadeve pred kratkim bilo podpisano pismo namere za brezplačen prenos stare policije v Ormožu. Ravno z namenom, da bomo uredili ta objekt stanovanja za mlade, ki rešujemo to prvo stanovanjsko problematiko. Zdaj, občina Ormož tudi se spogleduje z razpisom stanovanjskega sklada za sofinanciranje, se pravi, nakupa novih stanovanj in pa za sofinanciranje obnove stanovanj, tako da proječujemo in poiščemo rešitev tudi okrog tega. Bomo pa tudi popisali te mansarde, ki so v občinskih stavbah, pa tudi poizkušali tudi te prostore nekako tudi preoblikovati v nova stanovanja. Zdaj, kaj se tiče evalvacije za Grossmana, poteka se pravi priprava analize in pa okrog finančne slike vsega, koliko je bilo prisotnosti približno na posameznih dogodkih. Javni zavod ravno pripravlja, tako da bo vse od Ormoškega poletja pa Grossmanovega festivala in tako naprej pripravljena ta evalvacija. Tako da, ko bo to pripravljeno, vam bomo tudi poslali, bi pa bilo to zadnjo pripravljeno do konca, do naslednje seje. Doktor Simon Kolmanič je naslednji. Predlagatelj želi, da Grossmanov festival pride v Ormož, prosim prijatelj za besedo, pa malo razložim dansko časovne evalvacije samih dogodkov finančnih posledic, ker imamo zbrojne podatke. Če vas seveda zanima, vem, da postopkovno verjetno ni pravilno, ampak če vas zanimajo dejanske informacije, vam jih brez problema dam. Jaz bi predlagal, da bo javni zavod bo itak, ki kontaktira vse organizatorje dogodka, bomo zbrali, pa bomo to takrat predstavili. Organizator smo mi, Ormoškega dela, Gibanje GPS. Financer pa... Ja, vse podatke pa boste dobili od organizatorja. No. Jaz bi predlagal, ker gledajte, z nekega poslovnika se moramo držati odgovore, jaz tu dajem, tako pravim, evaluacija bo pripravljena, dalje boste vi isto odgovor takrat k temu, pa bo se predstavilo na naslednji seji, tako da je to pod odgovori. Doktor Simon Kolmanič. Še enkrat, hvala lepa za besedo. Torej, 31. avgusta smo svetniki na 19. dopisni seji dajali soglasje k osnutku prodajne pogodbe med občino Ormož in Hanželič Natašo in Edi Smetko za nakup zemljišč v obrtni coni po ceni 17,60 evra za kvadratni meter v skupni višini 604.100 evrov, ki bodo, kot je bilo razvidno iz pojasnil k sklepu, namenjeni nadaljni prodaji zainteresiranim investitorjem. Pri tem sem postavil vprašanje, kako bo občinska uprava preprečila špekulativne nakupe zemljišč, ker bi novi lastniki kupili zemljišča z namenom nadaljne prodaje in pri tem z visokimi cenami ogrožali naš cilj, to pa je ustvarjanje nujno potrebnih novih delovnih mest. Vprašanje, na katerega odgovora nisem dobil, je bilo še kako upravičeno, če upoštevamo, da je občina Ormož do sedaj uspešno razprodala svoja zemljišča v obrtni coni po ceni 12,80 evra za kvadratni meter, pa do tega trenutka ni podatka o vsaj enem novem delovnem mestu ustvarjenem na ta način. Še največ izgledov za nova delovna mesta tako kaže izgradnja trgovine Eurospin, kjer je občina svoja zemljišča prodala po ceni 38 evrov za kvadratni meter. To kaže na to, da je trenutna strategija ustvarjanja delovnih mest, pri kateri občinski svet ni imel prav nobene besede, neuspešna.
Zanimiva je tudi razlika med prodajnima cenama zemljišč v enem in drugem primeru, ali občinska uprava pred prodajo ni upravila cenitev zemljišč oziroma kdo je te cenitve izvedel, koliko delovnih mest bo v obdobju 2 let od prodaje nastalo s prodajo zemljišč odkupljenih od lastnic Hanželič in Edis, po kakšni ceni jih bo občina Ormož prodajala in kdo bo odgovarjal, če novih delovnih mest potem ne bo. Drugo vprašanje, dne 17.8. in 6.9. sem dobil 2 pismi zaskrbljenih občanov, ki se sicer niso podpisali, saj se bojijo povračilnih ukrepov glede na izrečene grožnje na prejšnji seji, ki sem jih bil deležen, ko sem spraševal o šolski poti Veliki nedelji. So pa postavili nekaj vprašanj, na katere ne vem odgovora, zato bom ta vprašanja postavil ob tej priložnosti. Najprej me zanima, ali je podjetje Fagos GIS plačalo kakšno odškodnino občini, saj naj bi pri svojem delu zelo uničevali cestno infrastrukturo. Občana tudi zanima, kdo določa vzdrževalca obnovljene kulturne dvorane v Miklavžu pri Ormožu in ali imate kakšen podatek o tem, kdo to je. Drugo pismo se nanaša na obnovo šolske poti v Veliki nedelji. Krajane Velike nedelje skrbi, da bodo dela na stanovanjskem objektu dodatno poškodovali šolsko pot, ki je že bila poškodovana v plazu leto nazaj. Zanima jih, kako se je lahko zgodilo, da je gospod Keleden začel z deli na šolski poti Velika nedelja dne 28. avgusta, medtem ko je osnovna šola Velika nedelja na svoji spletni strani objavila zaprtje poti šele 31. avgusta. Je gospod Kelen z deli prehiteval ali je osnovna šola Velika nedelja objavila obvestilo prepozno? Krajane zanima, kdo je plačal železne pilote, ki jih je občina postavila pod šolsko pot oziroma ali bo občina s tožbo gospoda Kelenca te stroške povrnila. Krajani se zaradi vsega omenjenega čutijo zapostavljene in tretje razredne občane, saj imajo občutek, da je varnost njihovih otrok podrejena interesom občine po postavitvi stanovanj v Miklavžu in Ivankovcih, ki bi jih gradil enak investitor. Zanima jih tudi, ali bo šolska pot med trajanjem gradnje stanovanjskega objekta v Veliki nedelji zaprta, ali je občina morda našla kakšno alternativo, ali pa je pač vseeno. In tretje, gre za pobudo, ki sem jo dal že 3-krat v zvezi z kandelabri ulične razsvetljave ob glavni cesti v Cvetkovcih in Trgovišču, med tem, ko sem postavil vprašanje in to sejo so tile stebri bili pobarvani, vse čestitke izvajalcu, torej hvala, da ste imeli posluh. Sedaj izgledajo ti kandelabri veliko, veliko boljše, kot so prej, veliko bolj urejeni, se pravi, dajejo res dober vtis za turiste, ko se pripeljejo v našo destinacijo. Žal je edino to, da je bilo treba na to trikrat opozoriti in da so dela pravzaprav bila opravljena šele sedaj, ko je praktično glavna turistična sezona že mimo, ker bi bil učinek teh del lahko bistveno boljši, vkolikor bi se to opravilo takrat, ko sem na to opozoril tretjič. Ampak še enkrat torej hvala, da ste imeli posluh, da ste to prebarvali in zadeva zgleda res veliko boljše. Mogoče, če še razmislite o kakšnih koritih z cvetjem, pa bo res to turistično zelo, zelo privlačen vstop v našo destinacijo. Hvala lepa. Dobro, hvala za vprašanje. Bom kar prebral, kaj so sodelavce napisali, ker drugače je bil predolg pri teh odgovorih. Občina odgovor je pripravila Mateja Zemljak skupaj z občinsko upravo, kar se tiče prvega vprašanja. Občina Ormož je že v preteklosti odkupovala zemljišča v ekonomsko-poslovni coni, sigurno ne za lastno dejavnost, ampak za nadaljno prodajo zainteresirane investitorje, ki pa jih naj ne bi bilo. V zadnje leto je občina zemljišča ponudila na trgu zainteresiranim investitorjem po ocenjeni vrednosti 12,70 € po kvadratni meter. Zemljišča so bila pred prodajo ocenjena strani sodne zaprisežene cenilke,
saj so občine na podlagi zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, da ne navajam zdaj kateri uradni list, zavezane k cenitvi premoženja, katerega vrednost je višja ali enaka 20 tisoč evrov. Zemljišča, kot je znano, so bila delno komunalno opremljena. 10 novih investitorjev na območju ekonomsko-poslovne cone si ureja projektno dokumentacijo, na kateri so že na upravni enoti podali vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. O ustvarjenih novih delovnih mestih bomo govorili, ko bodo investitorji začeli upravljati dejavnost, do takrat govorimo o ceni števila delovnih mest. Treba pa je vedeti, da so tudi takšni investitorji, ki bodo začeli upravljati, se pravi, ki ne bodo poleg samo tega, da upravljali nove dejavnosti, ampak se jim bodo velikosti predvsem obstoječih lokacij povečale, saj so trenutne premajhne. Torej, rabijo za svoj nadaljni razvoj normalno tudi nova zemljišča v obrtni coni, s katerimi se bodo širili, pa tudi nekateri bodo iz določenih, bi rekel, garažnih delovanj, ali kako se naj izrazim, prišli na investicije, ki si bodo zgradili svoje proizvodne hale znotraj obrtne cone. Pogoj nova delovna mesta oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest pa je pogoj pri oprostitvi komunalnega prispevka, za kar pa še ni vlog, ker je potrebno predtem pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V pogojih za prijavo na objavo oziroma dražbo in bistvena sestavina prodajne pogodbe je, da je kupec dolžan zgraditi objekt v skladu, to je za tisto, ko navajate, da nemamo varovalke, to smo vam že dvakrat povedali, z veljavnim prostorskim aktom in da bo najkasneje do 31.12.2023 registriral sedež in pričel z registriranjem dejavnosti v območju ekonomsko-poslovne cone Ormož. Zdaj sicer tu je Matija navedla 2023, ker smo se vezali na, se pravi, 3 leta, ne? In zdaj pač, ker je bilo večina parcel tudi takrat prodanih v letu 2020, morajo do 31.12.2023, drugače pa je od prodaje do tega mora biti preko v 3 letih mora biti zgrajen objekt. In pa registriran mora biti sedež, se pravi, in pričel z registriranjem dejavnosti v območju ekonomsko-poslovne cone Ormož. Resnost gradnje v roku se zagotovi z odkupno pravico, ki daje prodajalcu občine pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ceni iz prodajne pogodbe in to pravico zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca, to se pravi občine, in njeno zavarovanje zemljiške knjige sta prav tako bistveni sestavni del prodajne pogodbe. Kar se tiče prodaje zemljišč, za Eurospin je bila ocenjena vrednost nižja od 38 evrov po kvadratnem metru, kakor je bila prodajna cena. Saj pri trgovcih prevlada ekonomski interes. Glede na to, da zemljišč, ki so v lasti občine, skoraj ni več na razpolago bodo zemljišča, kjer še stojijo stanovanjske hiše, je bilo potrebno poskrbeti za nadaljnjo zapolnitev cone, za katero imamo že sprejet občinski podrobni prostorski načrt. Glede na to, da lastnici zemljišč Anželič Nataša in Edis Metka živita v Avstraliji in so postopki nakupa iz tuje države zelo dolgotrajni, predtem bi bilo potrebno zemljišča odmeriti, je bila edina rešitev, če nismo želeli, da zemljišča ostanejo prazna, da občina ta zemljišča odkupi, razparcelira in potem proda zainteresiranim investitorjem. Izhodišča oziroma izklicna cena za prodajo teh zemljišč bo ocenjena vrednost strani sodno zapriseženega cenilca, saj kot rečeno smo k temu zavezani po zakonu. Zemljišča bodo v celoti komunalno opremljena, zato bo ocenjena vrednost zemljišč seveda višja od cene, ki jo imamo trenutno. Pogoji prodaje bodo enaki kot do zdaj. To pomeni zaveza, da bo investitor registriral sedež in pričel z registrirano dejavnostjo v območju ekonomsko-poslovne cone do določenega roka, resnost gradnje pa bo izkazal z odkupno pravico. Pogajanja za odkup zemljišč v lasti Anželič Nataše in Edis Metke so bila dolga. Na koncu sta lastnici zemljišča občini prodali po ceni 17,50 evra po kvadratnem metru o pogoju, da občina odkupi vsa zemljišča v njuni lasti. Eno zemljišče velikosti cirka 8000 kvadratnih metrov je odkupil direktno investitor, ki je že bil znan in občini tako ni bilo potrebno zagotoviti dodatnih cirka 140 000 evrov. Lastnici sta razumeli prizadevanje občine za gospodarski razvoj, za kar smo jima zelo hvaležni. Ne bom pa za medije navajal, kako so bili zadovoljni prej s pogajanjem. Zdaj, kar se tiče drugih zadev. Kar se tiče pisma zaskrbljenih občanov, tudi so pripravili na občinske uprave. Zoper omenjene podjetje se vodijo določene postopke, torej do podjetja, ki ga navajate, do Fagos GIS, ki pa še niso zaključena in niso del informacij javnega značaja.
Za kulturno dvorano Miklavž pri Ormožu upravlja krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu. Vsa dela v zvezi z rednim vzdrževanjem kulturne dvorane izvaja krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu. V skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih je občina Ormož določila za upravljalca dvorane krajevna skupnost. Potem imamo okrog gradbenih del Kelenc. Podjetju gradbena dela Kelenc d.o.o. je bilo dano soglasje dne 27.8.2021 za uporabo in začasno zaporo peš poti za potrebe sanacije plazu pod osnovno šolo Velika nedelja od ponedeljka 30.8.2021. Osnovna šola je neposredno pred pričetkom šolskega leta 2021-2022 na svoji spletni strani objavila obvestilo o zaprtju poti. Zaradi nujnosti izvedbe preprečitve širitve plazu proti šole je občina Ormož naročila in poravnala stroške zabijanja zagatnic. Šolska pot bo, ko bodo sanacijska dela, se pravi ta AB pilotna stena, izvedena in zagatnice odstranjene, spostavljene nazaj. Ravno smo dobili tudi informacijo, da bodo še v tem tednu zagatnice odstranjene. Šolska pot bo, ko bodo sanacijska se pravi, kljub zaprtju poti, učenci in občani lahko dostopajo do šole po pločniku ob lokalni cesti LC 302-031 in javni poti 804-547. Pred pričetkom del je občina strani izvajalca prejela obvestila o pričetku del, da se pričnejo dne 30.8.2021. Po pridobljenih informacijah strani investitora je podporna stena zgrajena. Na njo se bo postavila panelna ograja, ki bo zaščitila uporabnike poti pred gradbiščem. Po odstranitvi vseh zagatnic se bo naredil obračun stroškov in se bo poslal regresni zahtevek investitorja. Zdaj pa še jaz bi mogoče samo tisto dodal, ko pišete, da je občini čisto vseeno za varnost otrok, pa da pač milo rečeno ne želimo pomagati. Ne? Če bi občina tu milo rečeno ne bi želela pomagati oziroma se nam ne bi šlo za varnost otrok, pa samo varnost šole, te mi vse skup tam pustili tako kot je, ker bi mogle druge službe urediti določene zadeve, mi pa smo vseeno zagatnice zabili, pa se potrudili, da ne pride do česar kole, kaj bi lahko ogrožilo, se pravi samo osnovno šolo. Zaradi tega, da bi mogoče bila kje vprašljiva statika še stavbe, ne, bi nam lahko zaprli šolo, kam bi šli mi z učenci, po drugi strani pa Bog ne da, da bi se res na tej poti kaj zgodilo. Zato smo šli v to, da zagotovimo v tem primeru varnost in da ne čakamo na odzive takih in drugih služb, ki se bi s tem pa mogli ukvarjati. Tako da nam ni vseeno. In še enkrat povem, če bi občina samo milo gledala, ne bi teh zagatnic zabila. Pa jih je. Pa še se bomo zdaj pač kregali zaradi tega. Ampak varnost smo napravili. To nam ne more nobeden očitati. Zdaj, kar se pa tiče teh stebrov, da bi bilo boljše, da so v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu, prebarvani so, jaz bi samo zaključil eno zadevo, glede na zahvalo, se pravi, vi ste dvakrat ali trikrat rekli, ne? Mogoče pa so eni, ne vem, 15 let gledali, ne, kako so rjavele te kandelabre, pa tudi rože, pa korita, gledajte, mi smo, kar se tiče ureditev korit, jaz mislim, ker smo toliko korit po KS-ih, pa po mestu Ormož na novo nasadili, pa na novo vzdržujemo, tako da je to res, smo priča spremembe, kar se tega tiče. Smo bili dovolj jasni? Nekaj bi še imel dodatnih vprašanj, torej kar se tiče prvega vprašanja, kar se tiče cene, gledajte, gospod župan, jaz sem že v uvodu povedal, da se mi je zdela cena, po kateri ste odkupili ta zemljišča, v redu, sem tudi glasoval za ta sklep oziroma za to soglasje, tako da jaz ne vidim, v čem je bil tu problem. Edini problem, ki sem ga izpostavil, je to, kako preprečiti špekulativne nakupe. Gre za 300% donosnost, če pogledamo dejansko ceno, po kateri se da kupiti in ceno, po kateri je recimo podobna zemljišča Eurospin. To je zelo veliki motiv za špekulativne nakupe. Gre za donosnost, ki je primerljiva z najboljšimi naložbami. Se pravi, če boste vi vložili v kriptovalute, boste imeli približno tako donosnost. Ampak tu je zadeva bistveno
tu je zadeva bistveno manj tvegana. In zato je to vprašanje na mestu, jaz ne razumem, zakaj užaljenost. In v bistvu gre za to, da se zaščiti na nek način interes občine, zato da dejansko se ustvarjajo nova delovna mesta. Se pravi, kaj se pa tiče tistega člena, sem pa spraševal, ali zadeva na sodišču ali je dovolj močna, da na sodišču se jo da iztožiti ali ne, na to nisem dobil odgovora, ne prej, ne zdaj. Zdaj, kar se pa tiče teh vprašanj, pa gledajte to, ali je občini vseeno, je pač zaskrbljenost krajanov, tega si nisem zmislil, lahko vam to pošljem, ampak se bojim, da boste zgubili, tako ste zgubili zadnjič one podpise svetnikov pri amandmaju. Zdaj, kar se pa pobude tiče, sem se vam pa zahvalil, jaz ne vem, kaj bi še da boste zadovoljni. Zdaj, kar se pa tiče obnavljam v prejšnjih časih, saj ste bili tudi vi svetniki, imeli ste podžupana ves ta čas, jaz ne vem, zakaj zdaj nekaj očitate nekomu, sicer pa se kandelabri tudi barvali, mogoče ne tako kvalitetno, kot so pobarvani zdaj, ker so pobarvani kvalitetno, so se pa obnavljali. Tako da, gledajte, jaz sem se vam zahvalil, jaz ne vem, kaj vam zdaj vmes, se pravi, res je, da sem napisal mogoče pobudo malo drugače, ker takrat še kandelabri niso bili pobarvani, ko sem jaz to napisal, vmes so bili, tako da hvala lepa, jaz mislim, da bodo tudi krajani, pa vsi, ki se vozijo tam skozi zadovoljni, tako da hvala, jaz ne vem, kaj je še zdaj tu treba reči, da boste zadovoljni. Ja, redo, smo se razumeli, ja. Dajmo še tretjič tisto prebiro, vse sem prebral, ki imamo varovalke, pa verjamte, kaj je to čisto vrede. Okrog tisi odkupu, pa špekulacij, pa premerjeno s kriptovalutami, smo povedali, na kakšen način smo zavarovani. Vredo, bomo reči nehali na te točke. Naslednje, še so bile pobude svetniškega kluba GPS, pa prosim, pa eno vprašanje, mislim, da to je bilo, ja. Jaz sem imel vprašanje na pobudo. V medijih smo lahko zasledili informacije o tem, da se je septembra odvil prvi slovenski kolesarski kongres v Dobrovniku, Prekmurju. Številni župani, strokovnjaki z Ministrstva za infrastrukturo, poznavalci kolesarskega turizma in športniki bi se naj na prvem tovrstnem kongresu posvetili predvsem potrebam, težavam in pričakovanjem v vzpostavljanju mreže kolesarskih poti. Zanima me, ali se je kongresa udeležil tudi naš župan oziroma drug predstavnik občine, ter kakšni so bili zaključki tega kongresa. Zanima me tudi, kakšna je trenutna situacija glede ponudbe električnih koles v občini, predvsem tukaj merim na TIC in ponudbo tam. Pred nekaj časa ste omenjali opcijo nabave novih koles na nekih razpisih, zanima me, kakšna je trenutna situacija glede tega, ter nasplošno, kakšna je situacija glede razpisa, glede kolesarskih stez v občini. Pobuda pa se nanaša na souporabo avtomobilov, ker je to namreč v Sloveniji vse bolj priljubljena. Zato predlagam, da se občina vsaj poskusi povezati z nekim ponudnikom in zagotovi prostor, kjer bo mogoče odložiti in prevzeti avtomobile. Takšna možnost obstaja že v Murski Soboti, Novem mestu, Kranju in tako naprej, se pravi dokaj turistične destinacije. Ideja se zdi zanimiva z dveh vidikov. Prvi vidik so turisti, ki priletijo recimo na Brnik in morajo tam avto najeti. Ker je souporaba avtomobilov v tujini precej znana in ker je presenetljivo cenovno ugodna, jo uporabljajo za prevoz na turistične destinacije. Ker v občini Ormož ta sistem ni aktiven, pač tega turista v Ormož ne dobimo. Zdaj, verjetno ne gre za visoke številke, ampak možnost obstaja. Drug vidik pa je bistveno preprostejši. Sistem bi omogočil tudi trajnostno mobilnost za naše občane, kar je nenazadnje tudi važno. Hvala. Dobro, hvala. Zdaj, kar se tiče Dobrovnika, pa to se pravi tiste slovensko kolesarskega kongresa, tam župana občina Ormož ni bilo, ker smo imeli ena druga zadožitve, je pa bila ze strani destinacija Jeruzalem Slovenija, ki je poslana oziroma se tega dogodka udeležila direktorica občinske uprave občine Središče ob Dravi, tako da nam je poročala, pa bila tudi tam. Zdaj ni bilo glih številnih županov, bila mislim, da sta dva župana ali trije.
Zdaj, kar se pa tiče strokovnjakov z ministrstva, pa je bil gospod Vilenpark tam, pa bil je gospod, se pravi, z razvojne agencije Mariborske, je bil tam tudi, se pravi, Rozman, s katerim pa smo itak je že na svetu regije skupaj, tako da okrog teh kolesarskih poti potrebe, okrog tudi Dravske naše kolesarske poti, okrog kolesarske poti, se pravi Ormož, Ljutomer proti Prekmurje, tečejo, smo pa itak vključeni v vse te zadeve, tako da smo vsem tam obveščeni. Glede teh kongresov pa tega po Sloveniji polno, ne. Imamo za kolesarjenje, imamo za avtodomare, tega je polno, trebalo bo, bi rekel, nekaj tako potrkati pa do denarja priti, ker marsikateri papir potem ostane v samih predalih, tako da verjemite, da se bomo na tem trudili pa delali, koliko bomo le mogoče, da tudi kolesarski turizem obudimo v naši občini oziroma v naši destinaciji. Zdaj, kaj se tiče spremljanja preko medijev oziroma v Ticu se trenutno nahaja 10 navadnih pa 5 električnih koles, pa v projektu Naša Drava sta bila dodatno nabavljena 2 električne kolesi z vso opremo in priključki, tam smo nabavili tudi neke otroške vozičke za te kolesa, pa v okviru projekta so se tudi postavila ta postajališča za kolesarjenje v enotni ponudbi, se pravi v enotni podobi Drava Bike. Zdaj z podjetjem tem Greenstorm, ki navajate za samo izposojo električnih koles, imamo pogodbo podpisano, malo se nam je vse skupaj zaustavilo zaradi te še prej korona krize, zdaj več ni sicer nobenih zadržkov, tako da bomo to, če ne prej, bomo v mesec tam spomladi naslednje leto ta projekt obudili, tako da cirka 50 električnih koles bo z podjetja Greenstorm na naši destinaciji. Moram pa reči, da se tudi ostali ponudniki vključili v to izposojo električnih koles, imamo v Svetnjah primer, pa vem, da tudi drugi naši ponudniki, ki se ukvarjajo s turizmi takšnimi in drugačnimi, bodo tudi izposojevali ta kolesa, tako da to je zdaj kar hit. Je pa prav, da na to opozarjate, kolesarski turizem je vedno bolj aktivno, se vedno bolj išče, ali to preko koles, ali so to kakršnekoli druge poti, vidite, da imamo kar v zadnjem času obisk, mogoče še samo za eno informacijo, da smo v Podravski regiji, mislim, da smo celo edino, ali pa med dvema občinama, to pa sta to je res maksimalni podatek, ki imamo rast nočitev, to se pravi v zadnjem obdobju. Iz 6 oziroma 7 tisoč nočitev na leto smo prišli že skoraj na 14 tisoč pa nekaj že imamo nočitev. To je spodbudna informacija, da je vedno več se iščejo namestitve, tudi vedno več je želj po nekih odkupih, po nekih gradnjah novih, kar se tiče nočitvenih kapacitet, tako da se te zadeve premikajo. Zdaj, kaj se pa tiče te pobude, to bomo vsekakor sicer pridejo razna podjetja, ki se s tem sharingom ukvarjajo do nas, v redu pa je sigurno, da te pač v Murski Soboti ali v Novem mestu se to preveri, na kakšen način to izvajajo. Zdaj mi imamo edino, to, kar sem že prej razlagal, takrat okrog tistih podnebnih sprememb, pa okrog projektov. Mi se bomo zdaj povezali, to se pravi preko enega Interrega, mogoče lahko Milena kaj več o tem še pove. Zdaj, kaj nam je cilj, ne? Cilj nam je, da bi nabavili tudi eno tako večje električno vozilo. Malo tudi zbiramo električno vozilo v smislu kombija, ne? Ali pa, da bi se celo z podjetja na Riva zmenili, da bi v času sezone zagotavljali krožne poti, ne, po destinaciji. To se pravi, da če nekdo prije z javnim prevozom v Ormož, ne, ali kamorkoli pač, kje so postajališča, da ima možnost z krožno potjo si zagotavljati, se pravi, pot po sami destinaciji. Pot pa bi bile, postojanke pa bi bile ob postajališčih, kjer bodo zagotovljena tudi električna kolesa, ne, to, kar smo prej navajali, ne. Kar bo Greenstorm, recimo, pa ostali ponudniki, kaj bi izposojali. Tako da zavedamo se tega, da ljudje prihajajo k nam, da nimajo, ne vem, ne pridejo z avtom, pridejo s kakim drugim prevoznim sredstvom, pa je nekako mobilnost potrebno znotraj destinacije zagotavljati. Pa mogoče, Milena, še par besed samo okrog tega Interrega. Ja. Zdaj v okviru tega programa Interreg so ostala še neka neporabljena sredstva in sicer je možno v programu mobilnosti prijaviti en projekt,
ki povezuje, se pravi, občine na slovenski strani in pa na hrvaški strani. Z projektnimi partnerji smo se povezali in spostavili partnerstvo. Zdaj strani Slovenije smo partnerji, torej občina Ormož, občina Šmartno ob Paki in pa občina Lendava. Zdaj z hrvaške strani pa so občine, ki sodeluje občina Labin, občina Moščeniška Draga in pa občina Cestica, ki je nam v bistvu sosednja občina. Zdaj v okviru te mobilnosti je možno pač nabaviti mini vene oziroma tako imenovane mini električne kombije, ki bi dejansko lahko pri vseh teh občinah predstavljale novo obliko prevoza po svojih turističnih destinacijah. Tako da tudi tu smo mi prepoznali eno tako prednost, se pravi, ker nimamo še pokritih teh linijskih povezav po destinaciji, torej enako bi spostavili v občini Ormož, kot tudi pri ostalih partnerskih občinah. Ocenjujemo pa vrednost projekta nekje 400 000 vse skupaj, se pravi, da bi za vseh teh 6 občin dejansko pač nabavili vsaka svoja občina, se pravi, te e-vene in pa se pravi prilagodili glede na svoje potrebe same linije oziroma prevoze. Tako da to je to. Še, mogoče karkoli za dodati. Če ne, smo po točko razno. Jaz vas vabim 3. oktobra na trgatev. Gorice so žal rumene. Vidite, da nas je malo rumenica poiskala. Verjamem pa, da še bomo v tem letu imeli dober izplen, pa čim več vina tudi priskrbeli. Tako da pridite o 15. ure, da skupaj doživimo trgatev v Mestnem vinogradu. Drugače pa lep večer naprej. Končali smo pred 4 urami.